Kar se tiče kadra, kateri je na razpolago za to tekmo, kot sami veste, Tavares in Majer ne smeta igrati. Poškodovani igralci so Rajčević, Mejač, Radan se je vrnil s tekme mlade slovenske reprezentance s težavami. Težave je prebrodil Mezga. Tako da tu sta še, kar se tiče Mezga in Radana, sta še 2 dneva, tako da tu sem še odločil, upam, da bosta v takem stanju, da bosta lahko konkurirala. Kar se ostalih 4 igralcev tiče, pa ne. Kar se tiče treningov samih ta teden, jasno je po tako dolgem obdobju, katero je za nami, da nam se včasih zgodi tudi, da nekaj ne naredimo tako dobro, kot bi si želeli, vendar je v tem trenutku najpomembneje nekaj in to, da v teh dobrih 4 tednih, koliko jih imamo še na razpolago do konca, vsak posameznik in pa kot celota, kot moštvo, najdemo spet energijo, da bi vse to do konca oddelali odlično, tako kot smo velikokrat do sedaj. Mislim, da je to glavni cilj, da najdemo energijo, motivacijo, da se skušamo preko treninga osvežiti, koliko se da, koliko nam dovoljujejo igrišča in da enostavno oddelamo kar se da dobro te tekme. Težavice bomo imeli, vendar so fantje, kateri čakajo na svojo priložnost oziroma trenirajo pripravljeni, da vskočijo na to mesto. In to mislim, da je to najpomembnejše v tem trenutku, da se vsak od nas zaveda, da teh 5 tekem ne bo enostavnih, niti slučajno, in da izvlečemo največ, kar se da. Takoj karakteristike ostalih napadalcev niso take, kot jih ima kapetan. To pomeni, da ker kapetan veliko sodeluje v organizaciji napada, se velikokrat izvleče, išče prazen prostor, se veliko giblje po igrišču, ostali napadalci nimajo teh karakteristik. Tu bo potrebno veliko več pomoči zveznih igralcev, kateri bojo morali biti tisti, kateri bojo kvalitetneje prinesli žogo gor. Po drugi strani pa, ker je Tavares velikokrat v organizaciji napada, nam mogoče v konici napada nekdo zmanjka, tokrat se lahko zgodi, upam vsaj, da nas bo več, oziroma da bosta oba napadalca velikokrat več pred vrati. Jasno pa je, da je nujno potrebna tu pomoč zveznih igralcev, kateri bojo morali to vlogo prevzeti, da bojo kvalitetno organizirali napad in kvalitetno se potem tudi vključevali v konico napada. Tako, kar se tiče desne strani, smo bili že včasih primorani nekaj menjati in dileme ni enostavno, ker se mi zdi, da smo lahko vsi skupaj prepričani, da bo Mertelj opravil svojo nalogo zelo dobro, kljub temu, da je zelo pomemben člen v sredini in da tu igra že celo prvenstvo tako rekoč odlično. Ni druge, kot ga premestiti na bok, zaradi tega, ker so igralci, kateri so skozi prvenstvo in Evropo igrali, na tej poziciji že pokazali, da lahko dobro igrajo. To pomeni, tu imamo na sredini več rešitev kot pa na boku in bo Mertelj na desni strani. On od prejšnjega tedna trenira z moštvom, to pomeni popolnoma normalno, brez težav, in to je tudi ena dobra ideja, na to tudi računamo. Mezga je včeraj mi potrdil, da je pripravljen, da se ne boji nastopati, oziroma zaradi poškodbe, mislim, ne drugače, da je vse v redu, tako da tudi on je ena opcija. Kar se tiče Pekića, je popolnoma jasno, da je en od napadalcev v naši ligi, kateri ima veliko kvalitet,
povzroča nasprotniku veliko težav, nanj smo pripravljeni. O tem se nenehno pogovarjamo, to skušamo na treningih popraviti, da smo pač pripravljeni na ta njegova gibanja, ki so res odlična. Kar se tiče Drevenška, je že vsakemu jasno, da mu moramo iti v blok, da ne smemo pustiti, da neovirano udarja proti našim vratom. Tu bomo morali biti pazljivi, temu detalju se posvečamo. Nasprotnik je izkušen, nasprotnik bo potrpežljiv, zaradi tega, ker se je tako postavil tudi v Domžalah, na domači tekmi. Ne vidim razloga, da bi nastopal tokrat drugače, imajo pa, kot sem rekel, izkušeno ekipo, katero se zna braniti, katero zna imeti potrpljenje. Naša naloga je pa to, kar sem prej rekel, da jo z dinamiko, da nasprotnika z dinamiko stremo. Jasno je, da nam je to želja. Jaz moram moštvu prenesti to, da je osredotočeno samo na prvo nalogo v tem trenutku, in to je ta naloga v soboto je prioriteta in edina pomembna. Mi moramo na tej tekmi biti dobri, potem v ponedeljek pa naprej.